Spoštovane gospe in gospodje, hvala lepa, ker ste se odzvali našemu vabilu na to novinarsko konferenco. Sicer zgleda naslov tega zakona tako suhoparno, tehnično, vendar je še kako pomemben za prihodnost nas vseh kot gledalcev televizije, uporabnikov, torej tega medija. In po drugi strani je ta zakon tudi zelo pomemben iz vidika nadaljnjega gospodarskega razvoja. Namreč z prehodom iz analogne radiodifuzije na digitalno radiodifuzijo se bo sprostil kar znaten del radiofrekvenčnega spektra in nastala bo tako imenovana digitalna dividenda, kot ji radi rečemo, torej en prostor, ki je izredno primerno okolje za razvoj novih vsebin, novih storitev in s tem seveda tudi predstavlja pomembno priložnost za razvoj gospodarstv, ki se s tem ukvarjajo in ne nazadnje pomeni neko novo dodano vrednost nam, uporabnikom, ki seveda bomo izkoriščali te oziroma uporabljali te nove storitve. Zato je seveda ta tematika še kako pomembna in jo je potrebno učinkovito tudi regulirati, urediti ta prehod. Torej, zakon podrobneje ureja področje digitalne radiodifuzije v Republiki Sloveniji in glavni cilj, ki ga predlog zakona zasleduje, je zagotovitev učinkovite spremembe tehničnega načina distribucije radiodifuznega signala iz analogne v digitalno obliko. In s tem seveda tudi ugodnosti, ki jih sama uvedba digitalne radiodifuzije prinaša. Torej, ta optimizacija radiofrekvenčnega spektra ponuja dodane možnosti. Dodane možnosti ne samo na podlagi komercialnih vsebin, ampak tudi nekaterih drugih nacionalno in evropsko pomembnih vsebin. Kajti ta radiofrekvenčni spektr se bo lahko poenotil in seveda tudi namenjal za nekatere vsebine povezane z varnostjo, povezane z, kako bi rekel, neko sinhronizacijo teh storitev, širših storitev v okviru Evropske skupnosti. Seveda bo ta prehod veliko stal, veliko bo stal še posebej vse tiste, ki bodo morali način oddajanja in podobne stvari spremeniti, pa tudi nekaj bo stal potrošnike, se bomo morali se prilagoditi novim načinom z seveda novo opremo. Zato tudi predvidevamo nekatere oblike pomoči, še posebej zakon že tu pokriva področje socialno šibkih in tistim se iz naslova prihodkov, ki ga tudi predvideva zakon, pokriva tudi ta strošek. Ne rečem, da je to, kar zakon ponuja v smislu pomoči gospodinstvom, vse, kar ta trenutek imamo v mislih. Lahko, da bomo v prihodnje sledili tudi določenem sofinanciranju nabave te opreme in podobno. Vendar nekoliko več o tem direktor direktorata, ne o tem, tudi o drugih tehničnih lastnostih povezanih z tem zakonom, pa bo v nadaljevanju predstavil direktor direktorata za elektronske komunikacije. Hvala, dober dan, tudi v mojem imenu. Minister je praktično že povedal vse bistvene stvari v tem zakonu. Morda bi poudaril, da predvsem zakon ureja prehod z analognega v digitalno oddajanje. Kakor veste, smo si lansko leto na zasedanju ITU regionalne radijske konference v Ženevi izborili veliko število sedanjih televizijskih kanalov, ki bodo uporabljeni tudi v digitalni tehniki v prihodnje. Nekje bo cela Slovenija pokrita saj z 8 sloji, torej z 8 različnimi multiplexi.
teh 8 multiplexov predvidevamo nekje, da vsaj 4 bodo uporabljeni za digitalno radiodifuzijo, kar pomeni, da bomo lahko gledali nekje dobrih 30 televizijskih programov v digitalni radiotehniki praktično po celi Sloveniji. Ti operaterji multiplexov bodo vsi izbrani na javnih razpisih, razen seveda operater multiplexa za program javne radiotelevizije. Ta je že izbran in že postavlja svoje omrežje. V zakonom smo predvideli tudi omejitev, da drugi multiplex lahko pridobi samo eden od konkurentov, razen seveda, če ne bi bilo nobenega interesenta, ampak zdaj že vemo, da interes je kar velik za upravljalce teh multiplexov. Vse nadaljne pa seveda potem na podlagi javnih razpisov enakopravno med različne konkurente podelimo. Na ta način smo se naprej zagotovili konkurenco in se izognili problemov, kakršne imamo danes recimo v telekomunikacijah zaradi tega, ker predvsem pač so se favorizirali določena podjetja v državni lasti. Do konca leta 2010 predvidimo po tem zakonu naj bi tudi izstopili oddajanje v analogni tehniki. Takrat seveda se bodo določene frekvence šele sprostile. Mi računamo, da na preostanku frekvenc da se v preostanek frekvenc uporabi tudi za mobilno televizijo in pa za nekatere storitve, mi smo jih poimenovali inovativne storitve, predvsem gre tukaj za razvoj širokopasovnih omrežij, vendar je danes težko napovedati, katero se storitve bodo v prihodnosti na tem frekvenčnem prostoru, glede na to, da nas do takrat ločuje še nekaj let in da je razvoj na tem področju kar hiter, skokovit, je težko predvideti, kakšne storitve se bodo vse razvile v prihodnosti. Zato je zakon tudi napisan tako, da v bistvu že predvideva vse tem bodoče možnosti. Zakon tudi ureja neka razmerja med upravljalci multiplexov, do lastnikov infrastrukturov in do ponudnikov vsebin. Na nek način poskuša uresničiti neko souporabo obstoječe infrastrukture oziroma spodbujati to souporabo, zato da ne bi gradili dodatnih oddajnih stolpov, po nepotrebno posegali v okolje in pa seveda poskuša urejati razmerja med vsemi tremi deležniki, tako da nobeden ni diskriminiran pri tej zadevi.